Gospod Gorenak, stojite ob vročem stolu? Meni se ne zdi vroč stol, čeprav mnogi v državi mislijo, da skozi položaj, ki ga zasedam, da je to eden najpomembnejših, zlasti na varnostnem področju in tako naprej. Reči moram tako, delo policije zlasti poznam, delo notranjega ministrstva poznam, mogoče mi je bilo zato tudi nekoliko lažje. Hkrati se pa zavedam vse odgovornosti, ki pritiče, bom rekel, delovno mesto, ki ga zasedam. Je selitev tožilstva prva razpoka v vladni koaliciji? Ne, si jo ne čutim, to je stvar koalicijske pogodbe, stvar podpisa in dogovora v koaliciji. Če bo ostalo pri tej selitvi, kaj se bo lahko, recimo, ko boste enkrat rekapitulirali, kaj se bo skratka lahko štelo kot uspeh, da boste rekli, ta selitev, ta reorganizacija je imela smisel? Torej, če govorimo o tožilski organizaciji, ki naj bi po novem sodila pod Ministrstvo za notranje zadeve, kar še ni dorečeno, smo rekli, potem bom verjetno eden najsrečnejših ljudi, če bom stopila pred kamero z generalnim državnim tožilcem na konec mojega mandata in ugotovila, kaj smo premaknili na bolje, zlasti v delu tožilstva in policije, pri čemer posebej poudarjam še enkrat, in to se mi zdi pomembno, tožilc je gospodar postopka, kriminalist je njegov pomočnik, serviser, če želite. In tožilec bo ostal, tudi če bo skratka tožilstvo pod, da tako rečem, notranjim ministrstvom, bo ostal odločevalsko, torej avtonomen, samostojen. Absolutno, gledajte, tožilska organizacija ima, torej vsi tožilci imajo jamstvo, to, da so samostojni v ustavi, kot tudi v zakonu o državnem tožilstvu. Ustave ne moramo menjati, zakon o državnem tožilstvu pa v smislu odločanja tožilcev nikakor ne bomo menjavali. Notranji minister v vladi premierja, ki je v kazenskem postopku v protikrizni koaliciji, to je trojno breme? Jaz čutim kot prvo breme predvsem to, da enostavno zagotavlja država premalo sredstev za delovanje policije. Na drugi strani policisti od mene pričakujejo boljšo opremo, višje plače in tako dalje, ker jim ne morem obljubiti. To čutim zlasti kot breme, ker se hkrati kot član vlade, kot minister te vlade zavedam, da enostavno je prva naloga zaustaviti voz, ki drvi navzdol, ga ustaviti, stabilizirati in dvigniti, torej da bo začel peljati navzgor. Je Slovenija varna dežela? Evropsko gledano mislim, da moramo reči, da je Slovenija še vedno med bolj varnimi državami.